V ljubljanski Marost se je pripeljal še en Čeh. Enyaq, na razmočen oziroma kar namočen makadam. Tja pač kot SUV spada. Seveda pa je Enyaqova glavna značilnost drugje. V elektropogonu pa seveda še bolj v baterijah, ki obljubljajo teoretično brezskrbnost kar 500 km in več. Enyaq je tudi pravi družinski avtomobil. To ni več drugi, ampak prvi avto v družini. Enyaq seveda ne skriva, da je član Volkswagenove SUV električne družine, je pa tukaj v kabini vse skupaj nekoliko drugače urejeno. Avto je kot bi bil narejen bolj za voznika, bolj za tistega dinamičnega voznika. Za razliko od Volkswagena ID4, ki ima menjalnik tukaj zgoraj pri merilnikih, pri Enyaqu je menjalnik tukaj na sredini. Je pa zelo, zelo majhen. Mi menimo, da odlagališč tukaj prav veliko ne boste pogrešali. In seveda smo navajeni, da Škoda dela stvari včasih malce po svoje. In na prvi pogled to seveda ni tako zelo očitno, je pa ta prtljažni prostor za 40 litrov večji kot pa recimo pri Volkswagenu. Tisto, kar je predvsem drugačno, je to, da za razliko od Volkswagena, ki ima tukaj spodaj klasično dvojno dno, je tukaj vse nekako popredalčkano. Predvsem pa je bistvenega pomena ta velika luknja, kamor lepo enostavno pospravimo polnilni kabel. Seveda so Simply Clever rešitve, legendarna strgalka je dobila novo pozicijo, novo mesto, ni več pri odprtini za polnjenje goriva. Zakaj je bilo treba poiskati novo pozicijo, ne vemo. Saj ima tudi Enyaq klasično loputo na karoseriji, samo da se tam ne skriva več luknja v dolgocev, ampak CCS vtičnica povezana s 125 kW polnilcem, ta zagotovi, da na potovanjih ta veliki SUV svojo 77 kW baterijo napolni med kosilom. Na voljo bodo tudi Enyaqi z manjšimi baterijami in manjšim dosegom, a velika večina Slovencev bo izbrala najzmogljivejšega Enyaqa. Glede na tip avtomobila, ki se bo zagotovo vozil veliko po avtocestah in družinskih izletih, se zdi takšna odločitev tudi edina smiselna. Jaz sem včasih imel malo občutek, da so bili električni avti tako nekaj posebnega, da so jih nekateri proizvajalci za vsako ceno hoteli preveč poudariti in kot da bi moral biti električni avtomobil obvezno grd, če malo pretiravam. Če bi karikirali, je tudi električen, ampak to ni edini ali ni to ta glaven adut. Čas ratuje električni avtomobil nekaj normalnega. In mi kot znamka Škoda smo znamka za normalne stranke, normalne ljudi, nismo znamka za tiste, ki bi hoteli tako imeti vse prvo, pa čist novo, pa nekaj probati. Ko pridemo mi z našim produktom, gre že za res, pa gre za množico, pa načeloma prihajamo z avti, ki so dostopni za zelo široko publiko. Pri avtu, ki bo v večini primerov dosegel ceno okoli 50 000 evrov, je seveda dostopnost zelo relativna. Načeloma avto je zelo blizu cenovno avtomobilom, ki jih že zdaj dobro prodajamo. Če gledamo Kodiaka, če gledamo Superba, po drugi strani obstajajo subvencije, obstajajo financiranje, govori se tudi, bi rekel, o davčnih spodbudah, ki se pripravljajo. Z tega vidika jaz sploh ne vidim to problematično. Mi 70% naše prodaje realiziramo preko naše banke, preko financiranja. In tukaj že dolga leta, od jeseni 2012, igra veliko vlogo ta naš, bi rekel, Škodin ikoničen produkt N%. N% tudi z velikega zneska je relativno majhen znesek na mesečni bazi in seveda Enyaq je tudi deležen te ponudbe. Ta naš N% recimo je zastavljen tako, da stranka je deležna v primeru tega financiranja 10% popusta, ki na koncu kompenzira obresti. To pa mi produkt potem za stranko se obnaša tak, da kot bi financirala 6 let brezobrestno, to pa ni, če se šteje vsa vplačila, ki jih na tej pogodbi dela, pride nazaj na osnovno ceno po ceniku. In to je čar tega produkta in stranke se počutijo tukaj zelo tudi sigurne, ker razumejo ta produkt. Če bomo čisto konkretni, v tem 1% se stranka odloča na opcijo 10%, 18% ali 28% pologa.
in ker je to 1%, v 72 mesecih odplača 72% vrednosti vozila, pa potem prištejemo vrednost že plačanega pologa in če je razlika do 100%, je to ostanek vrednosti. To pomeni, pri 28% pologu ostanek vrednosti je ničla, pri 18% visokem pologu je ostanek vrednosti 10% in pri 10% pologu je na koncu 18% ostanek vrednosti. Zmeraj gledamo z leve, desne seštemo, pridemo na 100%. Vi pri Škodi niste prvi. Kaj ste se naučili od izkušenj, ki so vam jih predale naprej druge pionirske znamke na področju elektromobilnosti? Zelo velik, najbolj sem hvaležen za to, da naši kolegi v hiši so prehodili to pot glede infrastrukture in velik dela so naredili na tem sistemu Moon. To pomeni, da znamo našim strankam relativno samozavestno že ponuditi velik rešitev, kako po domač rečeno svoj avtomobil nafilati. Z drugimi besedami, ne boste kupili samo novega avta, kupiti bo treba tudi domačo polnilno postajo za svojo hišo. V blokovskih naseljih zato prav veliko Enyaqov ne boste videli. No, kolegi pionirji pa so Škodo naučili tudi to, da se dvomljivcev ne da prepričati s klasičnim marketingom, recimo z obcestnimi plakati. Pri nas bo največji poudarek na testnih vožnjah. Jaz pač si želim, da vsaka stranka ali vsaka potencijalna stranka, vsak tisti, ki mogoče malo premišlja o električnem avtomobilu, pa tudi ima dvome, da pač pride pa avtomobil proba, pa ne samo 1 uro, ampak recimo za daljši čas in zato bomo probali skupaj s trgovci tudi v prihodnosti ustvariti pogoje. Na tej testni vožnji pa ne pričakujte silovitega električnega pospeška, s katerimi prepričujejo recimo pri Tesli. Ne. Pri Enyaqu je vse v znamenju udobja. Konkretno za mene ta občutek vožnje, kot da bi se peljal z enim dobrim prijateljem, ki mu zaupaš, ki ti malo namiguje, ampak ni tečen. Avto, ki te samo opozori, pazi po krožišče. Avto, ki ne rabiš neki brskati po zaslonih, pa pritiskati gumbe, da dobiš informacije, ki jih rabiš, imaš jih pred sabo, dobesedno pred nosom, projecirane na zaslon. Avto, ki te z svojim značajem pomirja in na nek način te pripelje do tega, da brez veze nekaj ne hitiš, ne dirkaš, nisi živčen, umiriš se, uživaš v vožnji zraven v dobri glasbi. Mogoče spet s takšnim avtom smo malo bolj blizu temu, da bi sedeli v dnevni sobi pa relaksirali. Spet smo pri tem, bi rekel, bolj umirjenem načinu, večjem užitku z vožnje, da ne hitimo pač iz točke A v točko B, ampak da uživamo na tej poti. To pa še ne pomeni, da se pri Škodi umikajo iz športnih voda. Ne, še bodo RS-i. Enega smo preizkusili ravno pred časom, rdečega karavana, ki pa vas tudi lahko pelje na elektriko. Potipajte, če vam ustreza. Pa ste se že naročili na naš kanal?